Gre za občino, v katero, kot pravi, prihaja pogosto, tako iz osebnih kot rekreativnih razlogov. To so zelo lepi kraji, spadajo med najlepše v Sloveniji in zanimalo me je, kako je videti razvojna perspektiva, predvsem s stališča visoko kakovostnega turizma, ki je tukaj že doma in seveda vprašanje, kako se bo ta model razvijal naprej. Tudi zato si je ob spremstvu občinske uprave ogledal naravni biser s termalno vodo Klevevž in se pri nekdanjih grajskih poslopih na bližnjem Griču pri Klevevžu seznanil s smelimi razvojnimi načrti občine na področju turizma. Občina namreč na tem območju snuje razvoj kongresnega, tudi konjeniškega turizma. Predvidena je tudi gradnja novega hotelskega kompleksa, ki naj bi stal nad posestvom Klevevž ob robu gozda, tako da ne bomo posegali na površine, ki so že sedaj posejane z jablanami. Po krajšem snidenju z varovanci Šmarješkega doma starejših je predsednik obiskal še vodarno jezero v Družinski vasi. V Sloveniji je seveda vodno gospodarstvo eno od zelo pomembnih strateških prvin našega razvoja. Slovenija je bogata z vodo, vendar seveda opažamo tudi težave pri tem, govorimo o državi kot celoti, upadanje podtalnice, mi moramo z vodo skrbno ravnati. Vodarno jezero je največji vodni vir na področju Dolenjske. Tukaj dnevno načrpamo, na sekundo načrpamo 110 litrov vode, s katero oskrbujemo 7 dolenjskih občin, največ občino Novo mesto in vse ostale. In v primeru, da ta vir izpade iz sistema, v eni uri že čutimo probleme z vodooskrbo v Novem mestu. So pa vezi, ki so določale protokol, nekoliko popustile v Beli cerkvi, ker je predsednik republike ob spremljavi domače godbe napihala sproščeno pokremljal z vaščani in hkrati poizkusil prenekatero dobroto iz Podvinjega vrha.